Vrhovni poveljnik obramnih sil. Vrhovni poveljnik obramnih sil. Leto je minilo, če se prej ne vidi predsednik. Spoštovani predsednik, vrhovni poveljnik Slovenske vojske, gospod Borut Pahor, gospod Karel Erjavec, minister za obrambo, spoštovana načelnica generalnega štaba, generalna majorka Alenka Remen. Udeleženci konference, predstavniki medijev in še posebej pripadniki slovenskih kontingentov na mednarodnih operacijah in misijah. Pozdravljeni na že kar tradicionalni audio-video konferenci z mednarodnimi operacijami in misijami Slovenske vojske pred zaključkom leta. Sicer pa je vloga Republike Slovenije v Republiki Severne Makedoniji izjemno pomembna in cenjena. Trenutno imamo tukaj veleposlanika Evropske unije, NATO kontaktno veleposlaništvo in pa vodijo NATO pisarne v Severni Makedoniji, ki je v teku. Zaradi predvolilne kampanje so reforme sicer na področju obrambe in tudi na ostalih področjih rahlo v zastoju. NATO... Gospod predsednik, prosim za vaš nagovor in vprašanja poveljnikom kontingentov. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, zlasti vsi vi na 12 misijah, vse po svetu. Sprejmite najprej moje in naše izraze iskrene hvaležnosti za vaše profesionalno in predano delo v prid svetovnega miru. Rad bi poudaril, da s svojim delom krepite ugled Slovenije v mednarodni skupnosti in da smo na vas doma ponosni. Danes je 17. december. Pred 29 leti je bil v Kočevski reki eden od postrojev takratne teritorialne obrambe. 27. zaščitna brigada teritorialne obrambe je bila takrat tam. Ta postroj je po svoji pomembnosti izstopal od drugih zato, ker je bil teden dni pred plebiscitom, na katerem se je 95% tistih, ki so šli na volitve, odločilo, da želimo ustanoviti lastno in samostojno državo Slovenijo. Danes je težko za razdaljo oceniti poseben pomen dogodkov tik pred plebiscitom in zlasti v letu 1990. Ampak dejstvo, da je bil teden dni pred plebiscitom postroj teritorialne obrambe z novim pehotnim orožjem, za katerega kasnejša agresorica niti ni vedela, da je bil tam premier slovenske vlade, ki je dejal, in to je lahko slišala slovenska in mednarodna javnost, da je prvič zadišalo po Slovenski vojski. Vse to je imeniten razlog, da danes popoldan obeležujemo dan prve brigade. Ta nadaljuje slavno tradicijo specialne brigade Moris oziroma njene predhodnice 27. zaščitne brigade teritorialne obrambe, ki je bila postrojena na današnji dan pred 29 leti, vsega teden dni pred plebiscitom, na katerem smo se odločili za lastno državo. In poglejte, kje smo danes, po skoraj 30 letih. Slovenija je suverena država, je članica Evropske unije in zveze NATO, ima profesionalno vojsko, ta vojska prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti. Res je, vsakoletna spomladanska poročila izkazujejo slabšo pripravljenost od tiste, ki si jo želimo. Vendar je v vseh teh poročilih podčrtano, da je pripravljenost pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki sodelujejo na misijah v tujini, odlična. In v zvezi s tem bi rad zastavil nekaj vprašanj. Rad bi zastavil vprašanje vsem in bi prosil, da se, kolikor to menite, da je potrebno, na to tudi vsi odzovete. Rad bi vas vprašal, ali je ta ugotovitev, ta ocena točna,
da je vaša pripravljenost brezhibna, vaša usposobljenost perfektna in da z tega vidika nimate nobenih pripomb. Drugič, posebej vas bi rad vprašal za opremo. Ali je oprema taka, da lahko z njo varno in brezhibno opravljate vse naloge, ki so vam zadane na misijah. In tretjič, mislim, da je častnik iz Latvije poročal o tem, da je varnostno tveganje za njihovo delo sicer recimo stabilno, bolj izpostavljeno pa v času, ko upravljajo torej, posebne naloge. Bi rad vprašal vas, kako ocenjujete svojo lastno varnost? To je za vse nas, za vaše domače, za vse, ki smo na nek način odgovorni za vas, zelo pomembno vprašanje. Ali kdo od vas na 12 misijah ocenjuje, da se zaradi različnih okoliščin vaša varnost poslabšuje in da je v tem vredno, v tem smislu to izpostaviti tudi na tem poročanju. Naprej bi tudi rad vprašal za prvi del o legitimnosti vašega dela. Vsako leto ob tem poročanju dam podobno vprašanje, ker se mi zelo pomembno. Mi sodelujemo v kontingentih mednarodnih sil, ki si prizadevajo stabilizirati mir in varnost v državah, ki so bile varnostno prizadete. Ni vprašljiva legalnost naše prisotnosti. Sem in tja pa zaradi različnih odnosov domačih javnosti, kjer opravljate svoje naloge, prihaja do vprašanja o vaši legitimnosti. Rad bi vas vprašal, ali kje, zlasti v letošnjem letu, prihaja do sprememb glede tega pomembnega vprašanja. Toliko zdaj. Hvala, gospod predsednik. Jaz bi se rad zahvalil vsem za iskrene, tudi za pomirjujoče odgovore glede vaše pripravljenosti, ki je, to lahko razumemo zdaj tudi iz vaših neposrednih izjav, vrhunska, glede opremljenosti, ki, to lahko razumemo tudi iz vaših izjav, je vrhunska, in tudi glede vaše varnosti, ki je glede na obstoječe razmere dobra. Rad bi izrazil še enkrat hvaležnost za vaše delo, vas spodbudil, da, tako kot je rekel eden izmed vas, da ste jutri še boljši kot danes in da upravljate težke naloge po vaših najboljših močeh. Rad bi se zahvalil tudi vašim družinam, ki z razumevanjem sprejemajo to, da vas dolge mesece ni doma. Rad bi vam zaželel lepe praznike, zlasti tistim, ki boste te praznike preživeli na misijah. Lepe doživete božične in novoletne praznike. Vam zaželel veliko osebnega zadoščenja za delo, ki ga opravljate. Še enkrat spomnil, da ima to delo v domovini velik ugled, da prispeva k ugledu naše države, da je vse to, kar počnete skupaj, vse zelo, zelo pomembno za nas kot državo, pa tudi seveda za krepitev stabilnosti, varnosti in miru v svetu. Zato vam želim, da misijo povsod tudi uspešno in varno opravite do konca in se srečno vrnete domov. Hvala, gospod predsednik. Hvala za vse lepe želje in podporo, ki jo nudite pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske pri upravljanju našega poslanstva. Hvala.